Radio SI Main Stage. Ja, tako je, spoštovane in spoštovani, Radio SI Main Stage. Nipke z nami, lepo zdrav. Dobro jutro, živa. Slišal si predstavitev, ne? Jaz bi k temu dodal, ker v bistvu tvoj stavek. Nisi imel plana delati hitiča, želel si, da spoznamo Boštjana Nipiča. Yes. In kdo je Boštjan Nipič? No, je Helena nekako s to statistiko te malce sprovocirala, da si morda s Podravske po Prednikih ali kako? Pismo, veš, da zdaj, ko sem to poslušal, sploh nisem vedel, da je to Nipičev pri nas. No, ampak kdo je zdaj najbolj znan Nipič pri nas, ne? Boštjan Nipič ali Alfi mogoče. Prihaja čas Silvestrovega, ne? Zdaj imaš priložnost. Ne, jaz bom tako rekel, ne, definitivno se ne bom primeril z gospodom Alfijem, ker on je pač neka legenda slovenske glasbe. Sem pa vesel, da sem ga že spoznal. Glih prej, ko smo slišali, vsi smo na istem, za ta komad sva strkam Jovičom in Artifexom smo dobili žaromet za pesem leta in tam sva tudi z Alfijem podeljevala skupaj kot Nipič na kvadrat ena nagrada in sva malo popričala. Tebe slišimo v komadih, pa bi nekako težko rekli, da si samo reper, ne, tudi poješ v bistvu, ne? Kako bi samega sebe, če se je že treba popredalčkati? Jaz sebe ne tretiram, niti ne vidim prav kot reperja. Rap je ene vrste tehnika, ki jo jaz uporabljam pri izvajanju svoje glasbe. Definitivno sem odrastel na rapu, ne samo na rapu, ampak tako mainly, bom rekel tako, no. Drugač pa jaz imam sebe za glasbenika. Tako kot si rekel, rapam, pojem, tudi zraven sem v studiu doskrat, ko produciram, tudi inštrumente znam kakšne igrati. Tako da, jaz bom nekako rekel glasbenik, zdaj pa unika me vidijo sam kot reper, je pa njihov problem. Tako je, ne? Helena je tudi omenila blokovsko naselje, ne? Ti večkrat poudarjaš tudi Dravlje, ne? Se pravi, korenine so za glasbenika, ne glede na to, kateri žanr, seveda pomembne. Kako je na te recimo vplivalo odraščanje v blokovskem naselju, recimo? No? Bom rekel, bilo je pestro, dinamično, divje, predvsem dolgčas ni bilo nikoli. Bom rekel tako, zdaj sem že en let, odkar sem se preselil iz Dravelj v Šmarje, tako malo bolj na podeželje, pa bom rekel, da mi je kar všeč, čeprav sem šel z veliko težavo iz svojih Dravelj, ampak vsakič, ko pomislim, ne bi nikoli menil svojega odraščanja v Dravljah. Velika verjetnost je, da če ne bi tam odraščal, vprašanje, če bi se danes ukvarjal z glasbo, če bi bil tako povezan z svojo ekipo. Tako, no, bom rekel, da je že mogel biti tako, da je zdaj tako, kakor je. No, ampak Helena, ne, v bloku, ne, če živiš večkrat kot mulc ali smrklja, slišiš svoje ime, ko se mama ali oče, pa predvsem mama, ne, tudi jaz sem dala to skozi, ja. Nasloni na okno in potem v Nipkevem primeru Boštjan. Pa ne samo enkrat, ne, ampak z presledki, ne. Ja, moj oče je imel tak močen žvižg, ne. In se pravi, ko je bil čas kosila, sem jaz bil lahko tudi 2 ulice stran, pa kaj on prišel na balkon, ja. Pa kaj. To je bil en tak odpoklic, ne? Samo upal sem, da je to kosilo, da ni kaj narobe. A je imel celo paleto recimo teh zvokov? Ne, ni imel. Sam ti, ko si prišel, si šele vedel, zakaj te je poklical. Žvižk, ki ti da 5 minut, žvižk, ki ti ne da niti minute. Ne? Ja, čim prej si prišel, manj je bilo narobe. Odraščanje v bloku, no, ko smo že bili in pri glasbi, nekako korenine samega hip-hop kulture, zdaj, če temu rečemo, ja. To je seveda urbana muzika. Hip-hop, ZDA je zagotovo vpliv, ne? Radi rečejo vedno East Coast ali West Coast, kaj mogoče je bila tvoja zakladnica bolj? Seveda West Coast. Jaz sem bil
tako ekstra Tupac fanatik, še danes je pri meni Tupac na posebnem mestu, tako da ja, West Coast, ampak lej, to so zdaj neke pač take, no, lahko tudi včasih otročje variantice, danes, ko sem zrel človek, pač ne gledam zdaj tako, kar je bilo takrat, ampak ja, bom rekel tako, jaz sem odraščal v temu cajtu, ki še ni bilo neki slovenskega hip-hopa za slišati, za inspirirati se na njemu, mi smo bili dosti v nekih začetnih fazah, a ne, tako da bom rekel, da sem se dosti inspiriral na ameriškem rapu, ne, zdaj pa skozi bolj zrel, ko sem bolj vidim, da nekako moja glasba mora vsebovati čim več značilnosti, ki prihaja iz našega kraja, iz našega plesa, to, kar je nam domače, to, kar ljudje poznajo, in se jim tako lahko bolj približaš, kot pa z nekim ameriškim stilom. No, no se ljudje zaznamo, če je nekaj iskreno, in iskreno je seveda lahko, če prihaja z domačo besedo iz domačega okolja. Tako, ja. Ja, no, sej to so, dostkrat smo imeli te debate tudi okoli jezika, ne. Lani smo z ekipo Drale Records izdali album Buden, na katerem imamo tudi pesem z naslovom 2210 in sicer govori o tem, da leta 2210 vprašanje, če bomo še govorili slovensk, glede na to, da se jezik tako spreminja in da so vplivi iz odzuni tako močni. In ja, jaz velikrat rečem, v slovenskem jeziku, v svojem materinem jeziku se ne moram nikoli, oziroma v nobenem drugem jeziku se ne moram toliko izraziti, kot v svojem materinem. Ne. Tako da ostajam pri slovenščini, jo zagovarjam in še vedno bom rekel, da je to najlepši jezik. Radio SI, Main Stage. Tako 29 minut, Boštjan Nipič-Nipke je z nami. Dajva še malce omeniti zasedbo The Nipples, ne? Yes. Včasih so, ti si sicer dejal, da nisi samo reper, seveda, ampak včasih so reperji nastopali z DJ-jem, v zadnjih letih, predvsem z bandom. Izven etra sva se pogovarjali, da je to plus tako za tebe kot ustvarjalca, kot za poslušalce. Kako bi primerjal glasbeno zasedbo ali pa recimo DJ-ja? Tako bom rekel, band je bolj živa zadeva. Vse nekako diha zase, možnost je interpretacije, možnost je podaljšati komad. Ne vem, če vidiš na koncertu, da je da je powerful gor, lahko pač, ne vem, podaljšaš, ponoviš neki whatever. Plus tega, da je produkcija mojih pesmi zelo bogata instrumentalno, in se mi zdi, da je prav, da live inštrumenti špilajo to muziko, zaradi tega, ker imam band toliko jak, pa toliko jako produkcijo, da tudi če sem jaz tih cel koncert, je še vedno užitek poslušati glasbo. Tako da bom rekel tako, za velike odre band brezkompromisno, jaz bi načeloma skozi z bandom nastopil sam. Tukaj so logistične neke prepreke, dostkrat plec ne omogoča, tudi verjetno vemo, da band je dražji kot DJ, tako da, po feelingu. Jaz si prizadevam, da čim več nastopam z bandom, čim manj z DJ-jem, ampak je pa vsaka stvar nek poseben experience. Tako da ne, Helena, v bistvu je Nipke na nek način tudi band leader, ne? Čeprav tak nice guy si, ne? Ti si iskren, prijazen človek, ampak če imaš seboj band, pa včasih je treba, ne, malce udariti po mizi. Ja, pa sej to se sproti učim v lifeu. Jaz sem načeloma zelo zagovornik
pozitive, pa dobrega vajba. Če je vibe v zraku tak, ka more biti, je vse drugače. Čim so neke frkice, nekdo na nekoga živčan, neki prešeri, to že nič dobrega ni. Tako da jaz sem najbolj vesel, kadar se mi razumemo, kadar je vse tako, kot treba, da vse laufa v neki harmoniji in to je to zame. Pošteno. Ampak vemo pa, da ni vedno tako. Ne? In včasih, imam tudi to nehvaležno delo, da moram, ne vem, mogoče malo udariti po mizi ali pa kaj. No, ampak tudi to naredim nekako v svojem v maniri. Ja. No, z gipsom ga še nismo videli, ne, na odru. Tako to da pa še ne. Ni bilo potrebno očitno veliko krat udariti. Ampak sem pa bil že z večjimi gipsi na odru. Večkrat. Tako da premalo me spremljate. Ja, no. Jaz sem bil še leto z gipsom na odru. Ampak poglej, ne, na desni roki ga pa nisi imel. Ne, to pa ne. Pa ne. Ali v zlevo, ker si desničar, ne, po uporabnosti. Ne? Ja, po uporabnosti sem desničar, na zadnje sem imel na levi roki gips in tudi pred zadnje sem ga imel na levi. Zdaj, ko je omenil družabna omrežja, ne, da smo ga videli ali ne, nekako smo mi takšna generacija, ko smo odraščali tudi v času MTV-ja. To je bilo pač, itak. Glasbo si prej dobil, na MTV-ju si poslušal ali pa radio. VHS kasete najbrž si snemal, kaj? Seveda, zihar se še kakšna najde s kakšnimi videospoti. Tako da takrat še ni bilo časovnega zamika in če si hotel slišati neke novosti, ki so prišle ven, valjda ni bilo neta, ni bilo MP3-jev, ni bilo nič, ti si mogel pač točno takrat, ko je bila oddaja, gledati MTV. Ali pa naštima timer pa posneci, da si lahko pač seveda za nazaj gledal. Ja, pa ne, prednost je bila v tistih časih, ne, Helena, da si lahko v Dravljah počel kakšne nepravilnosti, pa niso odšle za večnost v nek oblak, ne, ni bilo vse posneto, ne. Ja, in na voljo vsem, ne. Ja, res je. Pravico do pozabe smo imeli, ne? Zdaj pa kaj? Veš, kaj je zanimivo, ne? Da imamo ta privilegij, da mi imamo s čim primerjati današnji cajt. Ker nove generacije pa nimajo, ker so rojene v sta, ne vem, speed, turbo, social vibe in ja, škoda. Radio SI Main Stage. Radio si Main Stage, Nipke and the Nipples od 10:15 naprej. Glasba kot ljubezenska izpoved, kot družbena kritika, če daš sebe not, vse to, spravi inspiracija za samo nastajanje skladb, pa to se usedeš doma, razmišljaš, imaš zraven kakšen blok in kulico, kako pride komad recimo pri tebi? Kako je ustvarjalen proces? Čisto odvisno, ali me ena rima potegne noter, ali en koncept, ali me kliče moj producent, pa reče, dobil sem ful dobro idejo za komad. Ja, povej, ne vem, pismo, a veš, glih sem se s fotrom skregal, prav feeling imam včasih, da me ne razume, da noben ne šteka, kva hočem. Naslov komada noben me ne razume, to je to. Čisto odvisen, no, vsakodnevne izkušnje, momenti, pripetljaji, razmišljanja. Tako da tisti mit zaprl se je v studio, ne, zaklenil, zabarikadiral in potem po 10 dneh prišel ven kot princ in posnel 32 albumov. To je mit, ne? A ja, ne, tam še nismo, ampak lej, ne bilo bad. Recimo, ne, da kdaj pride kaj takega, ne? Video spot, to smo že ugotavljali, ne, pri večini glasbenikov, Helena, je nuja, ne? Ja, nekako pika na i verjetno še vedno, ne, kot neke vrste imidž izdelek. Ja, mislim, tudi muziko se danes posluša z očmi, tako da če nimaš še te neke vizualne podobe zraven, komad težko dobi izpostavitev, tako kakršno bi si želel, pa kakršno si zasluži, dober komad, a ne. So pa to spet zelo
pač stvari vsakega posameznika. Ne. Nekateri ljudje več vložijo v spot, nekateri manj. Nekje je potrebno, da je video spot fuljak, nekje je dosti, da je čist simpel, ampak se bom rekel tako, no, da največ je ideja. Ne. Največ je ideja, sam koncept, pa tehnična dovršenost je pa nekako pol stvar tega, koliko boš vložil noter, pa seveda tudi kakšni strokovnjaki delajo na tem področju. Jaz sem s svojimi videospoti sem zelo ponosen na njih. Večino videospotov je nastalo znotraj moje ekipe. Blaž Hojžar je en izmed članov Dravler Records in on je avtor večine mojih videospotov. Pa imamo tukaj še Luko Mačka, ki mi je naredil Izven okvirja, pa Kdaj bo hit, ki je tudi nekak del naše ekipe. No. Tako da furamo ta en vibe že dolg časa, dobro se poznamo med sabo in je pol tudi malo lažji. No, včasih pa tudi malo težji. No, ampak večkrat, ne, vse skozi ta pogovor, ko teče, se skozi omenja sodelovanje, ekipa sodelovanje. Ne? Ja. To je neka stvar, ne, ki je dolgoročno zastavljena. Ne? Zdaj, kje se vidiš, recimo, ne vem, čez 5 let? Prej si omenil tam, kdaj bo slovenski jezik predvidevanih, seveda se je spremenil ali izginil. Imaš strogo začrtano pot, kaj boš počel čez 5 let, se prepuščaš vibu, kot si dejal? Pa mislim, danes je čas največje negotovosti do zdaj, ki jaz spomnim. Mislim, da je za vse isto, tako da težko bi rekel, kaj bo jutri. Ne vem pa... Ne vem, težko bi rekel. No, jaz upam, da bom še naprej ustvaril glasbo, da me bo folk še vedno poslušal. Drugače pa definitivno bom povezan z glasbo skozi. Ja. No, da bodo ljudje slišali, ne, folk poslušal, kot si dejal. Nekaj par iskrenih odgovorov bova zdaj s Heleno terjala. Ja? Od tebe ti bo Helena razložila, kaj in kako. Ne? Tako, bomo rekli, da bo prva asociacija najboljša, ne preveč razmišljati. Pripravili smo nekaj 10 vprašanj, tako da te mora biti malce bolje spoznamo. Okay. Za vse zgodaj, čaj ali kava in zakaj? Kave ne pijem, tako da čaj, ampak redko pijem čaj. No? Drugače pa kakšen jutranji ritual? Jutranji ritual... WC. Ja, seveda. Zgoraj in spodaj. Ne? Ja. Pošteno. Športnik? Ja. Na katerih področjih? Kateri športi so mi najbolj všeč. Recimo, na prvem mestu mi je definitivno tenis, pa se pa, kaj pa vem, košarka, ples. Včasih sem bil plesalc. Drugače pa vse športe imam rad. No in tudi moram reči, da sem tudi v vseh športih dosti dober. Ulica je naredila svoje. Tako da, ja, šport definitivno. Si zabil kdaj? Ja, za ponjavo. Koga, kam? Hondo, nisem zabil zaradi tega, ker nisem glih največji, ne. Ampak bom pa rekel, mogoče ko sem bil mlajši z teniško, sem ga recimo čez obroč porinil. Ja. Okay. Ja, le nekje. No in ker smo ravno pri zabijanju, imaš tudi navezo z Goranom Dragićem? Ja, ene vrste imam, no, bom rekel tako, pred leti so nas kontaktirali iz kempa Gorana Dragića, mene, Trkaja, Jovića, če bi bili da bi bili gosti na njegovem kempu na Rogli. Rodila se je himna, ne? In naredili smo takrat tudi komad, ena pika, druga pika. In ja, smo posneli tudi video spot, spoznali Dragića, bili pri njemu na kempu, hangali z njim, zabavali se. Tako da, ja, ena zanimiva izkušnja.
Če bi se danes srečal kot 15-letnika na ulici, kaj bi si svetoval? Da je malo hlače gor potegan. Romantik ali realist? Ja, moja punca, če bom rekel romantik, bo zdaj rekla, kako pa to, da jaz še nisem, pa ne vem, oboje po mojem, čisto odvisen od momenta. Kaj napoveduješ za današnji Radio SI Mainstage? Da boste slišali en hud koncert in tudi neki komado iz novega albuma in še enega neslišanega. Evo, dobrodošel na našem odru. Hvala lepa. Radio SI Main Stage. Dragi naši, manj kot pa ure je še do koncerta zasedbe Nipke and the Nipples. Hud koncert, nekaj komadov tudi z novega albuma, si dejal. Kaj treme pred koncerti, tiste obvezne, obstaja pri temi? Pa vedno je nek adrenalin prisoten, preden greš na stage. Tudi, ko gledam kakšne intervjuje nekih svetovnih zvezd, pa to vsi imajo tako malo teh metulčkov, tako da očitno je to že kar nekaj normalnega. Malce, še kakšna beseda o članih zasedbe, če jih malce opišeš, ja, poveš? Ja, definitivno. Člani zasedbe The Nipples so bobnar Pavel Čebašek, potem je basist Jaka Krušič, kitarist Filip Vadnu in pa klaviaturist Erik Marenče. Na back vokalu me podpira Ursula Lutar, tako da smo kar ena lušna ekipca, zelo hudi muzičari, večinoma vsi dosti jazzarsko usmerjeni, kar je meni tudi zelo všeč. Tako da boste slišali hudo muziko. Dobro, Nikve, hvala za obisk. Zdaj te spustimo v studio, da se še malce ogrejete. In vi pa seveda priklopite se ob 10:15. Hvala lepa. Hvala lepa. Radio SI Main Stage.